Beletrina v živo. Pozdravljeni gledalci, gledalke. Danes smo v knjigarni Beletrine z Brankom Madžarevićem, prevajalcem, intelektualcem, mislecem, sogovornikom. Priložnost je izjemna, to je milo rečeno. Izhaja te dni končno v slovenščini delo, monument svetovne in francoske književnosti, esej Michela de Montaigna, človeka iz 16. stoletja, en glavnih figur humanizma, verjetno srednjo figuro francoske renesanse. Torej delo, ki je vzpostavilo esej kot novo literarno obliko. Človek, ki pravi, da piše o samem sebi, na nek način je, bi se lahko rekel, Sokratov učenec, ki je postal profesor za vse, ki so mu sledili, za Descartesa, za Pascala, ki se je sicer spraševal, zakaj se tako malo boji Boga. Montaigne se mu zdi, da premalo se boji Boga. Šlo mu je pa za to, da bi opisal skozi samo opazovanje to, čemur pač rečemo in čemur tudi francoska literatura kasneje velikokrat zelo izrazito reče človeška narava. Branko Madžarević, vi ste to delo prevajali 25 let in verjetno še kakšno leto čez. Vi ste prevajalski dolgoprogaš, vi ste človek, ki zna biti zvest tekstu. Vi ste prevedli Garganto in Pantagruela, Françoisa Rabelaisa, ravno tako gigantski projekt, ki se pa pravzaprav ne more meriti s temle tukaj z eseji. Mogoče bi za začetek orisala, kdo je Montaigne, zakaj je pomemben, kaj so eseji, kaj je ta knjiga, kaj je bila motivacija, da ste se lotili tega podjetja? Težko vprašanje. Mislim, da ste mi dali položili na jezik to, da Montaigne piše samo sebi. To, kot on pravi, ni počel še nihče pred njim in nihče v antiki, zlasti ne na tak način, kot to on poskuša. Poskuša, seveda, to tudi beseda esej, o tem se bomo morda, če bo čas, še vrnili. Predvsem Montaigne piše samo sebi, ker sam s svojo ironijo in s svojimi zadregami, ki so bile tudi posledica statusa francoščine v njegovem času. On je imel, njegov materni jezik je bila latinščina. On je kot otrok govoril latinsko in nič francosko in nič gaskonsko. In on je pravzaprav nihče na tem svetu seveda ne more videti več, kot povejo eseji. Skratka, on pravi, da je zaradi tega, ker ni imel pisati o čem drugem, začel pisati o sebi. Ker je imel, on je v bistvu nekje na tistem srednjem, v tistem kosu življenja, ki ni spadal več niti pod tisto, čemur on pravi enfance, se pravi otroštvo, mladeništvo, se pravi ta nezreli del življenja. To se pravi tisti čas, ko je odrasel človek še zmeraj tako rekoč odvisen od očetovega premoženja in seveda med zrelostjo. Zrelost je pa tisti hip, ko prevzameš bremena očetovega premoženja in imena. In on je seveda se znašel v tej situaciji, popolnoma nepripravljen. Verjetno je imel tudi dovolj birokratskega dela na sodišču v Bordeauxu in se je pravzaprav umaknil na ta svoj novi, njegov dvorec, grad
in v bistvu se začel posvečati tistemu, čemur se reče sladko brezdelje, muzam posvečeni prosti čas. In v bistvu je on ugotovil, da v trenutku, ko je sam s sabo, v bistvu se pripodi toliko nekih prebliskov duhovnih in miselnih, da pravzaprav se začne mu dogajati stvari, ki jih sploh ni prej predvideval. In pravi, da zato, da bi v bistvu naredil malo reda v tem svojem neredu v glavi, se on začne posvečati poskusom pisanja. Ti njegovi začetki pisanja so seveda na začetku taki, kot so vsi začetki. Poskuša se v dobro preverjenih načinih pisanja, kakršni niso bili v tistem času tako rekoč v modi. Ta literatura nas seveda ne bi zanimala, če bi Montaigne ostal pri tistih svojih začetkih in zametkih. On v bistvu je naredil največ s to svojo potezo in to je tisto, kar ga je pravzaprav tako postavilo v ospredje vsega literarnega dogajanja v njegovem času. To dejstvo, da piše o samem sebi, to je bilo tako rekoč nekaj, česar se ne dela. Zlasti ne za človeka, ki se podpisuje po novem de Montaigne in ni več očetovega priimka Ekem. On se kot podeželski plemič z vrhunskimi pokrovitelji najvišjega plemstva na svojem gaskonskem koncu Francije nikakor ni bil, tako rekoč, ni dajal vtisa, da se bo začel ukvarjati z literaturo in pisati, tako rekoč, dnevnik. Tako, in v literarnem smislu je v resnici to, kar je on počel, je eksperiment. Tako. In eksperiment, z drugo besedo poskusiti, pa se v francoščini reče eseje. Od tukaj pride beseda esej. Če reči dve besedi o tem, kaj je esej, kako so ti teksti napisani, recimo Orson Welles. Orson Welles pravi, veliki režiser, da so eseji Montaignevi ena njegovih najljubših knjig, da parkrat na mesec odpre eseje na poljubni strani in ima občutek, ko bere Montaigne, kot da se pogovarja s prijateljem. Odkot ta vtis? Ja, jaz mislim, da je to ta Montagneva neulovljiva narava, ta njegov obraz, ki tako rekoč, za to, da se mu približaš, potrebuje samo nekaj. Vstopnica k Montaignu je pristnost do samega sebe. Skratka, Montaigne ne dela drugega, kot poskuša privabiti bralca do te faze, da bi bralec povabil samega sebe v družbo. Skratka, to je vabilo k dialogu s samim seboj. Zaradi tega je to zato je to fenomen, da se praktično toliko ljudi počuti zelo kmalu domač z Montaignem kot človekom, ki išče zmeraj nek zorni kot, ki ni najbolj, ki je daleč od tega, da bi bil prva žoga. In ni samoumeven. Tako, tako. V bistvu imamo v slovenščini srečo z jezikovnega vidika to, da pravzaprav večino pomenov, ki jih eseji zaobsežejo v francoščini, jih pravzaprav lahko v slovenščini tudi prevedemo in pri tem ohranjamo neko etimološko bližino. Ravno to, da je v bistvu vse skupaj gre za neko skušnjavo.
In to je skušnjava, če tako rečemo, od tega, da je Montaigne za svojim tisti hip, ko je verjetno napisal neko prvo stran oziroma neko prvo vrstico, s katero gotovo da ni bil zadovoljen, zaradi tega, ker je bil kritičen zmeraj do sebe in čeprav je vedno govoril, da ničesar ne črta in da samo dodaja, ampak to je treba z rezervo sprejemati. In potem smo takoj že pri tem, da kakor hitro poskusiš, moraš stvar tudi preizkusiti. In to je tukaj, zdaj pridemo kmalu do tistega preizkušnje in do tistega preizkusnega kamna in vse te stvari imajo pravzaprav v zgodovini literature polno pomenov in moram reči, da je zanimivost tega izraza je tudi pri tem, da se nam ne izmuzna niti pojem okušanja. To je zanimivo to, da eden od latinskih dopisovalcev, nizozemski Just Lipsy, je v latinščini eseje prevajal kot gustus. Skratka, to je dost lep primer, kako v bistvu v slovenščini lahko v bistvu vse te plasti prevedemo tako rekoč z veliko sreče. Na koncu pa seveda izkušnja oziroma izkustvo, ker je konec koncev tudi naslov zadnjega poglavja 3. knjige. Ja, in iz tega je sestavljeno v resnici prevajalsko delo. Se splača pomisliti, se mi zdi, da je ta tekst napisan v eni od starejših oblik francoščine. Se reče srednja francoščina, se pravi 16. stoletje. Tisto, kar je vztrajalo nekako do nastopa klasicizma, ko se je v bistvu začela sodobna francoščina. Z prevajalskega vidika je to poseben zalogaj, se pravi posebne vrste. Prvič je to francoščina, ki ni današnja, in drugič je to tekst, v katerem je ogromno te intertekstualnosti, ogromno citatov, zelo jasno navezan na Montaignejevo osebno intelektualno izkušnjo, to se pravi literaturo v latinščini, zlasti rimsko, ki je on bral, filozofijo, beletristiko in tako naprej. Kakšni so bili načini prevajalskega spadanja s tem, da ne rečemo najprej, da so bili dolgotrajni, da je to trajalo? Ja, moram reči, ta zgodovina mojega prevajanja je seveda polna presenečenj, polna takih prelomnih dogodkov. Namreč jaz sem si vendarle predstavljal, da je to težja knjiga kot Montaigne, čeprav težja knjiga kot Rabelais, čeprav francoski, moram reči, da zelo ugledna univerzitetna imena sodijo drugače. Pravijo, da je Rabelais težji, Montaigne pa lažji. Jaz moram reči, da se s tem seveda ne strinjam, zaradi tega, ker Rabelais je težji, zaradi tega, ker ne poznamo vseh tistih 30.000 besed. Tisti hip, ko vemo, kako se reče nekemu predmetu, je stvar potem dost jasna in enostavna. Medtem ko pa pri Montaigneju pa ne gre za posamezne besede, ki jih ne bi razumeli. Gre pravzaprav za eno zelo zahtevno in zelo kompetentno razmišljanje, ki ne dela ki si ne pomaga z nobenimi bližnjicami, on si ne pomaga z nobenimi klišejskimi vzorci. On v bistvu, jaz sem bil prepričan, glede na to, da Montaigna čaka, oziroma da ga je čakala taka po svoje briljantno življenje s potomstvom, sem si rekel, ta literatura je morala delovati v svojem času zelo
zelo avtentično in zelo, ne v tistem smislu, da bi rekel učeno, ali pa da je to bila neka literatura za pametne posameznike, ali pa za tisto, kar danes lahko rečemo, za snobe, ali pa za elito, za happy few, ali pa kaj takega. Ne, jaz sem prepričan, da je Montaigne v svojem času bil razumljiv. Kakor hitro pristanem na takšno razumevanje Montaigna, mora biti on v našem jeziku ravno tako razumljiv, da rečemo, ja, zgodovina je kruta, danes ne moremo vsega tako razumeti, zaradi tega, ker ne živimo v njegovem času. Moji prvi poskusi so bili grozni, a ne? Mislim, hotel sem lepo, dost pristno, vsak stavek, ki sem ga naredil tako, kot da je ravnkar primeren za vtisk. In ko sem to nekaj časa delal, sem stavke premetaval in delal tako, kot sem mislil, da je najboljš, ampak na koncu mi ni bilo všeč. Sem rekel, danes ne bo to noben bral, zaradi tega, ker veliko slabega so naredili pravzaprav tisti uredniki njegovih knjig v stoletjih, ki so pristajali na njegovo, ki so njegovo interpunkcijo posodabljali in so si rekli, to so pametne misli, to so težki stavki in to je treba napisati z veliko z vejcami podpiči, zlasti pa z milijon dvopiči in nikoli končanimi stavki. In enostavno to je marsikakšno knjigo, marsikakšno izdajo Montaigna v teh stoletjih v bistvu oddaljilo od bralcev. No, jaz sem imel to priložnost, jaz se poznava že kar nekaj časa, da sem spremljal vaše delo v zadnjem desetletju, recimo, ste mi dali možnost, da preberem kakšne odlomke. Jaz sem prepričan, oziroma vidim, da kot pravite, Montaigne je bil v svojem času razumljiv, zdaj ste poskrbeli, da je razumljiv tudi slovenskim bralcem, v slovenščini. Zakaj mislite po vseh teh letih, da je še vedno vredno brati Montaigna? To je staro 450 let. Zakaj moramo brati danes Montaigna? Ja, pravzaprav je tako, ne. Montaigne, za Montaigna velikokrat rečemo, on je tako sodoben zaradi tega, ker je že uporabljal že pojme in razmišljal o stvareh, ki nas zanimajo danes. Ja, to se zanimivo sliši, ampak večinoma pa v bistvu niti ne drži. V bistvu gre za to, da Montaigne, zato ker so ga brali, so tudi potem njegove besede velikokrat postale zanimive tudi za potomstvo. In zato so jih veliko bolj uporabljali, kot pa bi jih uporabljali, če nobeden Montaigne ne bi bral v njegovem času. In ravno tako, Montaigne piše samo o tistih stvareh, ki jih je zares pravzaprav preizkusil na svoji lastni koži, s svojim telesom in svojo dušo. In pri njem ne najde, zlasti se skozi njegov jezik pokaže, kakšen razvoj on sam naredi s tem jezikom, v katerem pravzaprav ni bil rojen. In on se je pravzaprav naučil. V tem času se sploh še ni prišlo do tistih, da tako rečemo, poenoten
jezika, kot so potem s klasicizmom, ki jih poznamo in vemo, da je samo besedica klasicizem, pove vse, ne, in si rečemo, ni čudno, da potem Montaigna nenadoma ne more nihče več brati in čaka Montaigne paradoksalno v bistvu na 19. stoletje in na začetek 20. stoletja, da postane res, da naredi svoj veliki comeback, ne. Ja. Je pa res, da ko to magar prelistavamo, beremo bolj ali manj natančno, naletimo recimo na tisto, kar recimo meni se zdi ena ključnih tem njegovih prijateljstv. Ne. To, kar je on izkusil s svojim prijateljem La Boétie, ta zgodba se je tragično končala z La Boétiejevo zgodnjo smrtjo in tako naprej, ampak to prijateljstvo nikoli ni Montaigna zapustilo. Ne. V tem duhu se mi zdi, da je to ena od ključnih tem, ki je aktualna, zelo, zelo aktualna, tudi danes, medčloveški odnosi. Absolutno. Branko Madžarevič, najlepša hvala za tale pogovor in čestitam za ta podvig. Hvala lepa. Bravo. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Beletrina v živo.